On je eden največjih osamosvojiteljev Slovenije. In mi, osamosvojitelja Slovenije in člana naše stranke, ki smo ga spoznali za nedolžnega, ne moramo ignorirati in mu vzbiro stojimo v strani. Ja, vi ste ga spoznali za nedolžnega, sodišče pa ne? Sodišče pa je naredilo po nareku gospoda Janše in gospoda Linčiča. Kaj imate kakega pravnika vi? Seveda imamo redo, tudi ne pravnik, tudi ne drugi. Tukaj imamo, pa še več. Jaz vam lahko sicer povem, ker gledam to, da sem spremljal primere, je bila pa tudi odvetniki, no, več so bili iz tega mnenja, vseh teh obdolženih, so bili iz tega mnenja, da je bil proces nekako neregularen, da so bile obsodbe dane za sicer Jeriča in Šiška, so bile podane brez kakšnih koli materialnih dokazov, priče niso prepoznale, naprimer, dolženih niti niso imeli nobenih dokazov materialnih v smislu kakih sledov, če se takega ne gleda. Po 14 letih, kako dolgo je trajal pač ta proces, je skrajno nenavadno, da se potem nekoga obsodi za neko dejanje, ki dejansko ni pustilo nikakršnih posledic. To je ena stvar, kar se tiče tega samega sodnega procesa. Ni pa se še veda končalo, končalo je v teku je še zahteva za varstvo zakonitosti na Vrhovnem sodišču. To je pač zahteva po pravnomočnosti in seveda to je sodišče bo potem obravnavalo to, ko si bo spomnilo to obravnavati. Tega je že zdaj več kot skoraj 1 leto, odkar je bila ta zahteva podana, mislim da. Tako da bi se skoraj kazalo, da bi malo hitreje s tem pospešili. Konec koncev v samem procesu ni bilo dejansko stanje razjasneno, ker če je bil Jelinčič oproščen kot tak, njegov zagovor pa je bil, oziroma zagovor, kot tak, izjava, ki ste jo dali takrat začetku, Šiško Perič je bilo ta, da je Jelinčič dal detonatorje in potem, če je bil Jelinčič oproščen, očitno detonatorje ni dal, kdo pa je potem dal detonatorje, če so se tam nahajali, se pravi, dejansko stanje ni bilo razjasneno, in v tem primeru bi mogla na višjem sodišču sodba pasti in bi se moralo ponovno o tem odločati, ampak ni, na višjem sodišču je potrdilo sodbo in znižal, mislim, da samo kazen Šiško, ker je pač olajševalne okoliščine bile takšne, da se mu je, da ima otroka, in pomaga se, da se mu tudi rodila včerka, kakšen mesec nazaj. Jaz ne vem zdaj konkretno, kaj se je dogajalo včeraj. Včeraj sva on nastopil na tem soočenju. Moje mnenje je, da je nastopil zelo dobro, kvalitetno je dejansko pojasnil to, kar se stranka zavzema. On je sicer že, mislim, da več kot pol leta dejansko bi ga morali peljati na prestajanje kazni. On je rekel, da ni kriv, kolikor je meni znano, da se ne počuti krivega in da ne bo sam se prostovoljno predal. Čeprav včerajšnja situacija je pač nakazovala na to, da dejansko se je sprijazno s tem, je želel povedati to, kaj može povedati, pomagati stranki v tej kampanji in pač se sprejeti to, kar se je zgodilo. Jaz moram reči tako, da obžalujem, ker se pač to dogaja na tak način v predvolilni kampanji, če bi že bilo primerno, vse primerno z tega vidika, da če so že 6 mesecev čakali, 7 mesecev, da policija čakala, bi jo tudi lahko potem kasneje, da se ta stvar konča. Konec koncev mi smo kot stranka zdaj v enem takem neprijetnem položaju. Tudi mediji nas ne boste nekako čisto pozitivno obravnavali, tudi posamezniki, ki bodo to spremljali, je vprašanje, kako bodo na to gledali. In seveda, že glede na to, da imamo v osnovi enakopravno položaj pri mediji, na splošno kot stranke, zunaj parlamentarne, je to še en faktor več, ki pač za katerega smatram, jaz osebno tudi, da ne more nam koristiti, se pravi, da za tega kampanja ni regularna, vse z moje. Mi smo v veliki meri sedaj hendikapirani tudi, veliko je prizadeval, veliko je pisal, on je zelo pismen človek, zelo dobre racionalne poglede, ima na delovanje družbe, ima poznava nekatere zakonitosti, kar se tega tiče, tudi opaža recimo nekatere nepravilnosti, ki se dogajajo, tako naprej. Si prizadeva v splošnem, si je prizadeval in si še vedno, mislim, da prizadeva za izboljšanje družbenega stanja na področju pravičnosti, na področju gospodarskega stanja, kakorkoli. To so njegova prepričana osebna, za katerimi stoji. Zdaj, koliko pa on lahko v tem položaju, kot je zdaj sva pomagal stranki, pa je to druga stvar. Mislim, da v tem primeru smo zelo hendikapirani. In tu mislim, da tudi je stranka v nekem nerodnem položaju za naprej v kampanji. Kampanja seveda še ni konec, imamo še kar en zajetni delež. Mislim, da večino še kampanja nas čaka. Kje pa se je nahajal do takrat, to drži, tako kot je za indirekt izjavo, da je delal na stranki SSN? Ja, je res. Dobivali smo določene korespondence, piše, kurir nam dostavo določeno pošto, se pravi tudi kakšni člani, kakšni mnenje, da se to lahko objavilo. Kje se je pa konkretno nahajal, pa nihče ni vedel. Ste ga skrivali? Ne.